Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, drage gledalke. Podjetje Ansat je trenutno v postopku prodaje. Kaj to pomeni za obstoječe naročnike in kako bodo spremembe vplivale na programsko shemo? V studiu pozdravljam direktorja podjetja Tomija Horvata, ki nam bo predstavil trenutno situacijo in tudi načrte za naprej. Lepo pozdravljen. Pozdravljena. Začniva torej pri prodaji podjetja Ansat. Lastnik po 10 letih upravljanja torej družbo prodaja. Kaj je botrovalo k tej odločitvi? Ja, morda je za nekoga to presenečenje, za nas, ki delamo v telekomunikacijah. To ni presenečenje, ker v bistvu je proces, ki poteka v celotni državi. Že zadnje 3 leta je v bistvu proces konsolidacije trga. Podobno se je to dogajalo pred leti v trgovinskem sektorju. Vsi vemo, kako je bilo ogromno trgovin, majhnih trgovin po vaseh, pa so potem veliki se nekako odločili, stopili skupaj in so konsolidirali to v enem letu, 2. Tako da danes praktično ni več teh nekih privat majhnih trgovinc, ampak so bolj ali manj franšize, kjer so še ostale trgovince. Drugo so pa pač veliki trgovski centri. Podobna analogija se dogaja tudi na slovenskem trgu, telekomunikacijskem trgu. 3 leta nazaj nekje, po našem mnenju, se je to res intenziviralo. Zato smo tudi mali operaterji takrat poskušali se odzvati na način, da smo stopili skupaj pa ustanovili neko skupno podjetje za skupni nakup TV pravic. Ideja je bila ta, da bi lahko dobivali konkurenčne ponudbe, ker celotna konsolidacija pač poteka na principu količinskih popustov, katere mi za te pravice moramo plačevati, in veliki so to veliki te popuste normalno izkoriščajo, mi pa jih niti ne dobimo, ker smo premajhen obseg in ne moremo dobiti več konkurenčnih cen za te programe. In v bistvu na ta način tukaj se trg počasi zapira, oziroma se je zaprl počasi. Zdaj v 3 letih je že v bistvu večina malih kabelskih operaterjev tako ali drugače prodanih že šlo pod neko okrilje nekega večjega. No, Ansat je vztrajal, že zaradi tega, ker sem sam vodil to podjetje skupno vseh kabelskih operaterjev malih v Sloveniji. Že zaradi tega smo vztrajali tako rekoč do konca. Tako da zdaj tudi po mojem mnenju je v bistvu res se ta proces zaključuje konsolidacije in je v bistvu zaključen. Zaradi tega se je tudi lastnik odločil, da ne more več čakati, da mora to narediti, kar je čisto normalna odločitev, poslovna odločitev. Zadeva je zdaj že v postopku. Zbirali med temi 3 največjimi, pa še parimi ostalimi ponudniki. Lastnik se je pač zdaj zgleda odločil oziroma za Telemach. Telemach je po mojem vedenju največji operater na področju bivše Jugoslavije oziroma na Zahodnem Balkanu. Tako da iz tega stališča, pa verjetno bo to še kasneje govora o tem, je to, kar ocenjujem kot pozitivno spremembo tudi za naročnike. Prodaja pa torej še ni realizirana? Proces poteka zdaj, v bistvu mislim, da smo zdaj v zaključni fazi. Potekalo bo to še kak mesec, 2, 3. Cela zadeva mora biti na Agenciji za varstvo konkurence preverjena, odobrena. To je prvi korak. Naslednji korak potem so pa še tehnično in poslovno usklajevanje, ki mora biti med obemi podjetji, zato da se dejansko lahko naredi mehki prehod za vse naročnike na to. Mislim, da Ansat, kako bo to vse skupaj izgledalo, bomo še videli. In kaj to pomeni za Krško oziroma za gledalce, za naročnike? Ja, tukaj bi rad izpostavil, kot sem že prej omenil, da Telemach je veliko podjetje, ogromno podjetje v primerjavi z Ansatom. Jaz ocenjujem, da za naročnika bo to pozitivna sprememba. Pozitivno v smislu, kar nekaj je bilo vprašanj, kaj to pomeni za cenovno politiko. Cenovno gledano, Ansat že zdaj ni mogel več loviti koraka z velikimi, že zaradi teh popustov, ki sem jih prej omenil za TV pravice. Poleg teh so pa te količine ali pa obseg, ekonomija obsega tukaj zelo deluje, tako kot na vseh ostalih področjih. In ravno ta ekonomija obsega je zdaj botrovala k temu, da ne moramo več biti konkurenčni, in tukaj bo večji operater lahko ponudil veliko več
kar mi zdaj nismo mogli, predvsem na kakovosti ponudbe. Telemach je vključen v neko večjo grupacijo in so tudi, ki ima tudi športne kanale v HD kvaliteti, katere mi vse zdaj nismo mogli si niti privoščiti, da bi jih kupili, ker bi potem cene šle previsoko in bi bila ponudba nekonkurenčna. Potem imajo zelo dober ta njihov nov EON sistem za časovni zamik, za dodatne vsebine, kot so video na zahtevo, filmi na zahtevo, nanizanke na zahtevo, zelo podobno kot so te spletne pretočne servisi, ki so zdaj zelo tuji, popularni, pa da ne delam reklamo zdaj tujim servisom. Tukaj je ta EON zelo se približal njim. Jaz sem ga že sam testiral in moram reči, da je res zelo dober sistem in zanimiv sistem in sigurno bojo gledalci zadovoljni z temi storitvami. Cenovno pa mislim, da ni, če delamo analizo posameznih ponudb, posameznih operaterjev, vidimo, da ni nekih bistvenih razlik. Se razlikujejo v tisti prvi ponudbi brez drobnega teksta, potem pa, ko še droben tekst prevedemo v ekonomijo, pa vidimo, da ni neke razlike bistvene cenovne, tako da bolj ali manj smo vsi nekje na istem scenam. Glavna dodana vrednost tukaj je servis in to bi rad poudaril, da nam je bilo tudi zelo pomembno, da se vsi tehniki se pravi, kako bo z zaposlitvami tehničnega osebja. Tehniki, moram povedati, da vsi ostajajo v tem podjetju, v Ansatu, in ker je Telemachu to najbolj pomembno, oni so tudi neke standarde si zadali in želijo dosegati te standarde, ki so pa predvsem fokusirani na hitrost servisne službe. In ta servisna služba mora že po njihovi standardi 24 urah zagotoviti servis, kar pomeni, in to je bistveno, kar je tudi nam bilo zelo pomembno, da je ta servis res hiter. In to tudi mislim, da je za naše gledalce najbolj pomembna zadeva, da so domači tehniki, katere poznajo, katere vejo, kdo pride skozi vrata v hišo, ali mu lahko zaupajo ali ne. To je danes zelo pomembno, vemo, kaj vse se dogaja. Poleg tega pa, da je ta storitev res hitra in kvalitetna. Tako da me ne skrbi za ta del. Kako pa je, oziroma kaj je v tem primeru z nadgradnjo sistema, ki ste ga načrtovali za letošnje leto? Ja, mi moramo že po koncesijski pogodbi moramo vsako leto predstaviti plan. Ko smo delali plan za letošnje leto, še nismo vedeli, da bo to se zdaj dogajalo oziroma da se bo tako hitro odvilo. Moram pa reči, da ta plan zdaj v tem primeru ne bomo mi izvedli, bo izvedel nov ponudnik, nov lastnik. Je pa definitivno jasno, da bo ta lastnik lahko izvedel še kakšno posodobitev več, kot bi jo lahko mi, ker je dejansko tudi kapitalsko močnejši in je tukaj priložnosti za posodobitev veliko več. Seveda pa vse zaveze ostanejo. Vkolikor mi ne moramo izvedeti, mora ta, ki bo prevzel našo dejavnost, ker koncesija je tako velja za njega kot za nas. In mogoče je tukaj tudi priložnost, da povem, v medijih je bilo narobe objavljeno, vem, da v Delu je pisalo, Kostak je prodal kabel. Ne, kabel se ne more prodajati in kabel ni prodan in ostaja še vedno v lasti tako občine Krško kot krajevnih skupnosti oziroma predstavnikov. V tem primeru predstavnikov, to je zelo pomembno, da natančno povem, ker pride velikokrat do nesporazuma. Krajevne skupnosti so predstavniki občanov, krajanov. In v tem smislu so predstavniki lastnika. No, predmet prodaje pa tudi ni TV program in prav tako ne spletni portali posavje.com, ki sta do nedavnega še spadala pod podjetje Ansat. Ja, bilo je logično, dokler je Ansat bil v Krškem, dokler smo tukaj delovali, poslovali, je bilo logično, da v bistvu nek kabelski operater že infrastrukturno ima v lasti tudi TV program. Ko je lastnik začel resno razmišljati, da bo začel z postopkom iskanja novega lastnika, je tudi bila nam dodeljena naloga, da smo ustanovili novo podjetje, ki še vedno ostane pod istim lastnikom, in dejansko na to novo podjetje, ki se imenuje Posavje Media d.o.o., smo tako preselili celoten medijski del. Zelo sem tudi bil vesel, da dejansko
kljub tej prodaji bojo vsi zaposleni v Ansatu ohranili zaposlitve, ni bilo nobenega odpuščanja potrebno zaradi tega ali karkoli narediti, se pravi tehnični del je ostal na Ansatu. Na Ansatu ostane kompletna telekomunikacijska, tudi se pravi Ansat je zgolj telekomunikacijsko podjetje, ki se ukvarja izključno z kabelsko. Z storitve na kabelskem omrežju in na optičnem omrežju, se pravi tehnično osebje tudi ostane kompletno na Ansatu. Vsi ostali smo se preselili na medijski del in tudi e-Posavje, spletni portal e-Posavje in televizija do sedaj Ansat TV, zdaj po novem bo e-Posavje TV, seveda, ker nam je v interesu, da imamo poenoten brand, da imamo enotno blagovno znamko, je pa preseljeno na e-Posavje. In se pravi e-Posavje TV in e-posavje.com ostanejo v Krškem in Krčani bomo skrbeli za novice v Posavju. In kakšni so sicer načrti podjetja e-Posavje Media zdaj v bodoče? Ja, e-Posavje Media, primarni cilj naš je seveda biti kredibilen posredovalec novic, informacij za Posavje, za kompletno Posavje, za vse naše gledalce, gledalke, bralce. Želimo si seveda, da bi bili najbolj brani. Na spletnem portalu nam to zelo dobro uspeva. Sploh zdaj v času koronavirusa smo dokazali, upam, da smo uspeli dokazati, kako pomembno je, da imamo lokalni spletni medij, ki res ažurno, hitro obvešča in fokusirano tudi ljudi obvešča o vseh aktualnostih, vseh hipnih, trenutnih aktualnostih. Ansat TV, ki je zdaj po novem e-Posavje TV, bo še bolj se skoncentriral na neke lokalne zanimivosti, vsebine, ki zanimajo čim širši del gledalcev. Tako da postati osrednja medijska hiša, poleg tega pa absolutno tudi razvoj na digitalnih družbenih spletnih omrežjih kot neka spletna agencija. To je pa tudi ena od dejavnosti, katere se pa poslovno čezdalje bolj lotevamo, dotikamo in tudi tukaj bomo iskali svoj prostor pod soncem. Tako na tej točki s temi načrti tudi zaključujeva ta pogovor. Tomi, hvala za obisk v studiu. Hvala tudi vam za vabilo. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa le še hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.